Mi smo Frantix, vi pa poslušate Radioaktivno. Še vedno stojim je bila slišana skladba zasedbe Frantix, Savo, lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav tudi tebi in hvala za vabilo. Leta 2023 sva se spoznala s prvim singlom, takrat ne kot Frantix, kot skupina, teveč kot solist. Ja, v bistvu solist, tako je. Nisem mogel čakati drugih ljudi, zato sem posnel ploščo sam oziroma s pomočjo pevcev, solistov in pa producenta Petra Dekleve. In potem sem pač na osnovi te plošče ustanovil skupino, kjer pa upam, da bo za drugo ploščo več sodelovanja in mi tega ne bo treba delati samemu. Je šlo potem to za neke vrste preobrazbo iz solista, če rečem pod narekovaji, kantavtorja do benda? Ja, tako bi se lahko rekla, ampak jaz sem bolj kot solist in kantavtor, sem organizator. Kantorganizator bi rekel, ne? Ker sem mogel vse to zorganizirati, napisati muziko, besedila, zorganizirati producenta, tiskanje, plošče, snemanje in tako naprej. Mislim, da s tem še več dela kot s samim ustvarjanjem. Absolutno, ustvarjanje je absolutno najmanjši del tega in pa tudi seveda stvar, kjer najbolj uživaš. In ko enkrat prideš do končnega demo posnetka, je veselja konc. Potem se veselje začne spet za nastopom. V živo, jasno. Dokoder pa je verjetno kar nekaj korakov, vse danes, kot opažam. Ja, danes je tako, da v bistvu, kar me zelo preseneča, da v bistvu ti moraš prositi, da lahko zastonj nastopiš, ne. Tako da včasih sem mislil, pa sem si mislil, da je to drugače, da če imaš dobro muziko, te vabijo in prosijo, da nastopiš, zdaj pa pač stvar obratna. Lani je išel prvenec, tudi nasloven Frantix, nasloven kar po skupine. Je bilo kaj dileme, kako nadeti albumu naslov? Ja, je bilo veliko dileme. Jaz sem si želel albumu dati naslov tak, da je lahko potem tudi skupina tako poimenovana. To je neka skovanka iz angleške besede frantic, ki me mogoče najbolj opisuje.
ali pa, ko bi rekel, predim bolj star, bolj nor, ne? In pa deloma tudi iz mojega priimka in pa iz tega, da imam še zdaj na mailu napačno svoj priimek napisan namesto Fratnik, imam Frantik, tako da je cel kup teh koincidenc, ki so pripeljale do tega imena. Microsoftovemu Copilotu, to je umetna inteligenca, sem zastavil vprašanje oziroma je dal samo poizvedbo Frantix. Kaj misliš, da mi je odgovorila? Ne vem, ampak najbrž je zagotovo še dalo kakšen band ven ali pa kaj takega. Ne, me pa zanima. Napiše na mojo poizvedbo naslednje, da to izgleda, da želim nekaj specifičnega, ampak ni čisto prepričana, kaj je mišljeno s tem Frantix. Naj še mogoče potem bolj specifično obrazložim, v kakšnem kontekstu želim, da mi potem da odgovor. Zato je tu, da mi pomaga in mi daje informacije. Ampak potem se mi dal še vseeno zahtevo skupina Frantix, potem pa že ve, kam pes taco moli. No, super. Tudi umetno inteligenco se lahko kaj nauči. S časoma pravijo, ne? Čeprav mi je vmes zadnjič rekel, da to sploh ni inteligenca, ampak da to je samo zbir podatkov. Res je zbir podatkov, ampak pride prav včasih. To je v bistvu en iskalnik, ki je malo bolj hiter, pa malo bolj prijazen najbrž, ne. Pogovor se pričela skladbo Še vedno stojim. To je pravzaprav celo mislim, da prvi komad, ki sem ga naredil in pa govori o temu, da mogoče celo avtobiografski, tako da se boriš, vse moraš poizkusiti in ne se bat poizkusiti, ker na koncu boš še vedno stal, ne? In boš pa stal tudi, če noš nič poizkusiti, samo večji dolg čas bo najbrž. Druga, ki jo bo spustila, bo Letiva. Ja, Letiva je malo bolj za par, bi rekel, poskušaš leteti in takrat, ko ti je fajn, letiš in uživaš. Svoje zore, zato postavi med naju trden most, da lahko zaupam ti skrivnost. Greva korak po korak, kolikor lahko prenese vsak, kolikor lahko sprejmeš in razumeš, da na začetek se ne vrneš, ugnizdi se v mojo glavo. Začaraj me s dobro travo, glej skozi moje oči, začuti me in zdaj sem ti. Letiva visoko, poljubljava nebo, padava nizko, izginjava temo, stresiva ramena, odvrziva bremena, prisluhniva obema, rešiva semena. Minila so leta, minila je večnost cela, nič hudega, če čas leti. Važno je, da pilot si ti, ko je po stopnicah pretežko, pred dvigalom dolga vrsta, izstreli se direktno v nebo in ne obupaj nad ljubeznijo, Letiva visoko, poljubljava nebo, padava nizko,
Letiva skupine Frantix v oddaji Radioaktivno. Savo, imel si več hobijev, sem prebral. Kako je potem prišlo do glasbe? V bolj zrelih letih. Ja, jaz še zmeraj imam veliko hobijev, zelo veliko in to se mi zdi fajn. Hkrati mislim, da sem zelo len človek sicer, ampak ko malo se štejem pa pogledam, vidim, da najbrž ni čisto tako. Glasba me je zmeraj zanimala in pa seveda zmeraj sem si želel, zmeraj sem občudoval te v 70-ih letih kitariste in pa seveda frontmene in pa nasploh glasbo in ne vem, potem sem začel zbiranjem kitar, sem si rekel, bom pa še malo kitare zbiral, potem sem začel igrati, potem te to poriva naprej in je prišlo do enega krasnega hobija, do ene nove strasti, kjer sem mi predan 100%. Poleg vseh drugih stvari, ki jih tudi poskušam delati 100%. Koliko kitar je v zbirki? To je zdaj malo blasfemično, če povem, ampak se že bliža 25. To pa je lepa zbirka. Je. No, ampak ne bo doseglo, zbiram tudi moderno umetnost, tam je tej številki dodana še ena ničla, tako da do te številke je še dolga pot. Potem je res več hobijev, tudi kakšni športne? Ja, zelo rad športam, seveda na rekreativni ravni, zelo veliko igram golf, rad alpsko smučam, zelo rad tečem na smučeh, tudi kolesarim, zato porabim skoraj najmanj časa, ampak ti prvi 3 športi so kar intenzivni, tako da 200 dni na leto pa porabim za to. Nekaj sem prebral na spletu, da ste bili neka ekipa v golfu zelo dobra pred leti. Ja, to je bil bolj zgolj stvar slučaja, pa tudi, da sem jaz bil zraven bolj slučaj, ker so bili kolegi boljši, je pa res, da smo celo nastopali kao svetovnem prvenstvu podjetij, tako da to je bilo neko razigravanje tle v Sloveniji, nam je slučajno uspelo in potem smo se res dobro imeli v Španiji 1 teden dni in se zabavali in zraven tudi igrali golf, seveda. Pa verjetno tudi poslušali glasbo. To pa neprekinjeno. Je že bilo pred zasedbo Frantix kaj bendov, v katerih si deloval? Ja, bil je en cover band, nekaj časa smo skupaj igrali, imeli 2 nastopa, ampak potem je prišlo do nekega nesoglasja, pa moje ambicije so šle malo bolj v smer avtorske glasbe, tako da tukaj ni bilo posluha, pa sem rekel, bom pa sam naredil, če ne gre drugače. Tako da verjetno je kar velik preskok iz cover benda v avtorsko ustvarjanje. Ja, čeprav tudi, meni je zelo zanimiv tudi recimo, tudi cover igrati seveda na svoj način, če si vzameš čas in jasno, če temu uspeš kaj dodati, če ne drugega, da dodaš neko svojo strast, da ne samo ponavljaš neko svoje videnje nekega komada, tako da se mi zdi to fajn. Ravno zdaj smo tudi naredili napisal sem besedilo za komad Neil Younga, oziroma CCR-ja, Fortunate Son iz leta 69 in se mi zdi, da tako dal sem v bolj aktualno slovensko besedilo, glede na dogajanje, tako da mislim, ko bomo to posneli in dali ven, da bo to lahko tudi zanimivo. Tako da tudi take stvari so meni zelo zanimive. Tretja, ki bo vas pustila med poslušalce, bo Blago z napako. Ja, Blago z napako ima mogoče zanimivo besedilo, ker se tako včasih, ko gledaš okrog sebe, ko poslušaš ljudi, ko tudi mogoče gledaš televizijo, kaj se dogaja, se seveda počutiš kot blago z napako, ne? Ker pravzaprav nimaš rad stvari, ki jih imajo drugi, te čudi, kako se nekdo obnaša, kakšne ima neke normative in potem rečeš, hudiča, to se pravi, če je za vse to dobro, pa zame ni pomeni, da je z menoj nekaj narobe, ne? Saj jaz ne hočem prav ne vem koliko velikih stvari, hočem samo se fejst imeti, ampak pa reče, sem blago z napako ali pa ne. In mogoče se bo tudi kdo še počutil blago z napako, ko bo to slišal. Očito sem blago z napako, da ne začutim silne sreče ob harmoniki v duru, nežnemu jodlanju na žuru. Gospod, nauči me doživeti silno ljubezen peroksidnih pesmi. Gospod, nauči me, da se razjočem ob trpljenju telenove.
vlažne oči, obigrane zdravljice ob zmagi. Nisem blagoslovljen, sem z napako narejen, da bi vriskal na zborovanju, živel kot čebela v banju. Ne razumem in ne vem, postal sem črna ovca, vem. Nimam palčka v bazenu in zadnje večere na Goblenu. Rad imam rodilnik in dvojino, svojo domovino in vlažne oči, obigrane zdravljice ob zmagi. Rad imam rodilnik in dvojino, svojo domovino in vlažne oči, obigrane zdravljice ob zmagi. Prav tako nikomur ne povem, da veliko stvari ne vem. In dogma se znam, stvari da jih spoznam. Zato sem vesel drobnari in čisto dodatnih dni, hladne pijače in drobiže za berače. Savo Fratnik z mano v oddaji Radioaktivno, zasedba Frantix, istoimenski album predstavljamo. 3 skladbe smo do zdaj slišali, ampak slišati pa različne vokale v teh skladbah, moške in ženske. Ja, res je, vokali so različni, ker sam nažalost, poleg drugih stvari, ki jih ne znam tudi pet, sem seveda mogel povabiti vokaliste. Prvi se je odzval Marko Stanković, takrat je ravno prišel v Slovenijo z enim pravzaprav veseljem, potem se je odzvala Tina Šetina, potem se je odzval Urban Sever, ki je bil čisto slučajno moj sosed, in pa seveda zvezda Jana Šušteršič, ki je tudi odpela en komad. To je bilo pravzaprav bolj neko iskanje sploh možnosti, da se te stvari posnamejo. Vsem se seveda zahvaljujem še enkrat za ta njihov res velik prispevek tem komadom. Kako pa sodelovati z generacijsko različnimi glasbeniki? Tudi v bendu se ne nazadnje taki? Tako je. No, mene strahovito veseli, da seveda sodelujem in sem sploh v družbi in sploh, da sem lahko v družbi mlajših ljudi. Oni pravijo, da ni nič narobe in da je vse v redu. Jaz, ko sem bil njihovih let, ko sem bil v družbi toliko starejših ljudi,
sem imel malo drugačno mnenje. Zdaj, dve možnosti sta, ali so ti ljudje zelo prijazni in ti ne povejo v obraz, ali pa se je kljub vsemu mogoče, ker verjamem, da je res te razlike v generacijah majčkeno spremenile skozi leta in da smo mogoče zaradi, ne vem, boljše prehrane, prehranskih dodatkov in tako naprej, mi starejša generacija, ne še toliko za na odpad, kot bi sicer po letih lahko bili. Mi je pa velik užitek res sodelovati z mlajšimi, res eno veliko veselje. Kaj ti dajo ti, mladi, pri ustvarjanju? Pa dajo mi dober občutek, da je dober občutek ene strasti, občutek enega zagona. Pri moji generaciji je veliko jamranja nad vsem, veliko ukvarjanja z zadevami, na katere nimaš vpliva, veliko ukvarjanja z, po mojem mnenju, nepomembnimi stvarmi in pa nek nihilizem, da je pač se ne splača nič novega probati, se ne splača, ti si en norc, kaj pa ti počneš, to se ne spodobi, ne, pravzaprav, če si toliko star in tako naprej, tako da, ja, res je veselje z mlajšimi, ali pa tudi, imam tudi kolega, ki je starejši od mene, pa je z njim zelo užitek debatirati, ker v bistvu deluje tako, kot bi bil star 30 let, ne, jih ima pa 55 več, ne, tako da leta niso samo številka, seveda ne, nažalost se material utruja, ampak tako na prvo žogo lahko rečeš, no, da so leta samo številka. To se v zadnjem času vse bolj kaže. Ja. Naslednja bo zlepiva, kar sva razbila. Ja, to ni za keramičarje, recimo, ravno komad. Ampak opominja na to, da ko nekaj pokvariš, potem ni to za ravno pod preprogo pomest, ampak boljše, da to zlepiš. In potem kdaj pogledaš in vidiš te razpoke in si rečeš, aha, takrat je bilo tako, zdaj pa ne smem tega ponoviti. No, nek tak opomin se mi zdi, da ne delaš prav veliko neumnih stvari v življenju. Vse ti dajem na oltar, čeprav ti zame nič ni mar. Spremenil bom svoja merila in spoštoval najna pravila. Vzemi breme za en dan, rešuj probleme za vsak dan. Ne sekiraj se na zalogo in ne jemni preresno svoje vloge. Več žrtev, ampak gospodar sprememb. Priložnost poišči v problemu in ne išči igle v stenu. Veriva se koščki spomina in ko slepiva, kar sva razbila. Nama bodo luknje in razpoke, opomina to, kar sva si storila. Kar sva si storila. Bolje da popijem strup, ko da me dajo v kalup. Zaprimi vrata in bom zbežal, pri odprtih bom ostal. Izpuli žeblje, pribite na križ, tvegaj z menoj in vstopi v paradiž. Moral sem od tebe oditi, moral sem se odpočiti.
Zlepiva, kar sva razbila, skupine Frantix v oddaji Radioaktivno. Samo prebral sem v tvoji biografiji, da je največkrat nastalo v času pandemije. Je bilo takrat tudi največ časa za ustvarjanje ali največ inspiracije? Pa jaz bi rekel, da je bilo največ časa. Pravzaprav ena je pandemija strahovito zadela, se je normalno vsakega zadane, ampak po nekem določenem času sem pa začutil en tak mir in zdaj bo mogoče to zelo tako blasfemično povedano, ampak tako začutil sem en mir, en čas, ki ga lahko preživiš s svojimi ožjimi člani družine, ki ga preživiš sam s sabo, tudi predvsem s svojimi mislimi, imaš čas, nič te ne preganja in se pravi, še enkrat čudno se bo slišalo, ampak jaz sem nekaj mesecev prav užival v tem. Je potem prišla inspiracija? So se takrat zbistrile misli, v stran od službe, pa šli v drugo smer? Ja, sigurno se ti misli zbistrijo, imaš čas bolj razmišljati, ne preganja te lep dan, pa moraš iti ven kolesariti, pa te pokliče en za golf, pa in tako naprej, ne, in imaš čas, da misliš, inspiracija je pa seveda kompletno tvoje življenje, ne, so odnosi med ljudmi, je knjige zelo rad berem, ali pa neke gledališke predstave, tudi to imam zelo rad, neki drugi kulturni dogodki in to ti, v bistvu je to inspiracija. Pa tvoje pretekle izkušnje. Glede na to, da imaš v zbirki, kot se dejal prej, 25 kitar, je logična posledica, da bo glasba rock. Ali se motim? Pravzaprav rock je ne nazadnje tudi zato, ker je to ena zelo demokratična glasba, ne? Kjer se lahko, pa z rockom se lahko ukvarja tudi taki glasbeni analfabeti, kot sem jaz, ne? Recimo, in ta oblika glasbe tudi dovoljuje izražanje tudi manj spretnim glasbenikom, a ne? In se mi zdi, da je to ena fina demokratizacija, ki dovoljuje zelo različnim ljudem, da se s tem ukvarjajo. Si taka tudi že oblikoval skupino? Ne, jaz sem najprej bila posneta plošča in potem sem prosil par ljudi, ki jih sem spoznal. Če bi jim bilo všeč to igrati, poslušali so, rekli si ok, in potem seveda smo se kaj kregali mi en za Bruslj, pa si mi smo tvoj cover band, ne? Ampak jaz to ne gledam tako, ker v bistvu delovanje v skupini, sinergija v skupini šele prinese neko veselje. Stvarjanje samega v neki sobi ni odziva, ni feedbacka, ni pravega veselja. Pravo veselje je skupina, dinamika v skupini in pa seveda nastopanje v živo, tudi vaje. To je pravi užitek. Kdo so potem sedaj člani tvoje zasedbe? Da jih ne pozabiva omeniti? Ne, bog ne dej. Na bobnih je Bruno Tojič, na basu je Zoran Potočan, na kitari je Kristjan Vuk in na vokalu je Ana Marija Zorko. To so, bom rekel, super člani, mislim, da smo celo nekoliko prijatelji postali. Dinamika, kot sem že rekel, je zelo zanimiva, ker imamo od človeka, ki ima doktorat iz glasbe, akademijo, je profesor, je prvak v operi, do recimo mene, ne, ki se borim z nekimi akordi in tako naprej. Tako da je pa tudi starostna razlika je velika, tako da je ena zanimiva dinamika, ki pa skozi eno toleranco, spoštovanje pripelje do lepih uric na vajah. Pa ni nazadnje pogovorov. Tudi to. Pa poslušanja tudi. Drugega. Poslušanja drugega. Naslednja bo najdaljša z albuma Vse, kar imam. Ja, pa tako zmeri sem se počutil, da v nekem odnosu jaz dajem čisto vse 100%, ne, in da če dobim samo to, kar je on pripravljen dati, mi je tudi to zadost, ne. Tako da v bistvu dajati je lepše kot sprejemati. Je pa malo daljša, ker je to tak blues, ne, in to traja malo dalj. In hotel sem ga skrajšati, ampak smo pol videli, da bi izgubil ta svoj čar. Seveda ni to radijski format, razen Radia Ormož, to najbrž noben ne bi spustil, ne? In je veliko čas, da boste ta komad spustili. Ni prvič taka zadeva, oziroma daljša zadeva v našem radijskem etru. Čestitam, to ste unikum. Za seboj
nagrado dobiš, ko bom najboljši. Daj mi samo to, kar želiš. Jaz ti dam vse, kar imam. Si kot meja med nebom in zemljo, kot razlika med voljo in željo. Pohiti, da ujameš tiste stvari, ki si želel zamuditi. Daj mi samo to, kar želiš. Jaz ti dam vse, kar preživiš, poišči v sebi nekaj, kar lahko imaš rad. Daj mi samo to, kar želiš. Jaz ti dam vse, kar imam. Vse, kar imam.
Vse, kar imam, skupine Frantix, voda je radioaktivna. Savo album je obsežen, 3/4 ure traja, 11 skladb se nam pripravili, kar veliko materijala se nabralo. Ja, mislim, veliko ali pa malo. Jaz sem imel pripravljenih 20 komadov in smo potem nekako potegnili ven 11, ki so bili nekje primerni. Imam zdaj še ravno tako 15 komadov že pripravljenih za nov album. Čakam, da to posnamemo, da pa spet naprej delam, ker jaz bi to sicer vse hitreje, ampak vidim, da izdati album kar takoj ni prav dobro, ni zdravo. Boljše dajati vsake pol leta en single ven, pa okrog tega narediti veliko pompa pa prahu, ampak glede na mojo starost se meni majčkeno mudi in moram to delati malo hitreje. Da ne ostajajo zaloge. Da ni v skladišču preveč materijala, če rečemo še mogoče v tvojem poklicnem žanru preteklosti. Res je. Potem pod avtorstvo v celoti, tako glasbo kot besedila, se podpišuješ sam? To ja, glasbo besedila so moja, seveda je tukaj pa velik vpliv Petra Dekleve kot producenta, ki je res, jaz moram reči, to je absolutno soavtorstvo, to niso samo zgolj moje lepe besede, ampak dejansko smatram njega kot absolutnega soavtorja te glasbe in če je komu ta glasba všeč, potem je to tudi velika zasluga Petra Dekleve. In pa seveda tudi vokalistov, ki smo jim pustili relativno svobodo in so dali vsak svoj doprinos komadu. Tematika, ki jih opisuješ v besedilih? Pa tematika je zelo različna. Pride do nekega sprožilca, ki ga dobiš v vsakdanjem življenju, ki ga dobiš v obisku neke, ne vem, gledališke predstave, kot sem rekel, veliko berem, nek stavek te zintrigira, okrog tega splete zgodbo. Zelo različna tematika. Ravno kakšnih, bom rekel, mladostnih ljubezni ni noter, ne, ker ti spomini so Zbledeli. Zelo zbledeli, ne. Ampak vse drugo se pa da dobiti, ja. Naslednja bo Kruta resnica. Ta komad mi je pravzaprav ljub, ker je hiter, ker ima dinamiko, ker se tudi super v živo sliši, nima pa nekih globih pomenov, ampak pač besedilo vse samo pove. Je kruta resnica. Je kruta resnica. Je kot smeh iz slabega vica. Zavijem se v šale radosti, pokrijem se z sodejami norosti. Odtrgaj mi svoj cvet spet in spet, ne spoznam, kako lep je svet. A pridi bliže, odveri si obliže, strast vse poliže, liže.
Savo Fratnik z mano vdaje radioaktivno, zasedba Frantix, album Frantix. Savo, vidim, da si prinesel s sabo kar veliko fizičnega materiala. Album je šel v različnih oblikah. Ja, res je, jaz sem seveda analogni človek po svojem prepričanju in me ta digitalna tehnologija sicer dohiteva, prehiteva, poskušam jo uporabljati. Seveda sem pri tem relativno nespreten, ampak seveda od zmeraj mi je bil užitek imeti nekaj tudi v fizični obliki. Pa ne zato, ker vid peša, pa moraš nekaj prijeti in sluh. Zato je vinilna plošča. Ja. Ampak zmeraj se mi je zdela tako, da če rečeš, zdaj sem pa nekaj dosegel, je, da si izdal vinilno ploščo. In to tudi sam imam veliko vinilk, jih tudi poslušam. In se mi je zdelo zmeraj, da je neka konzumacija glasbe, tako da se usedeš, si vzameš čas, primeš v roke nek kos papirja, gledaš slike, gledaš besedila, da je to ena bolj ta prava konzumacija. Zame, to ne trdim, da mora veljati, ker je zdaj kompletna konzumacija vsega v življenju postala tako hitra, da pravzaprav formati večji od 10 sekund so že problematični in česarkoli. In se mi zdelo, da zase to naredim. Sej najbrž to noben drug ne razmišlja tako, ampak vsaj zase sem tako naredil. Verjamem, da je pa tudi še kakšen človek, ki mu bo to všeč. Tako da to sem izdal v teh, bom rekel, starih medijih, kot je vinil, pa kot je CD, čisto zaradi svojega užitka in veselja in pač. Je potem glasba tudi dosegljiva na streaming platformah? Ja, ker sem jaz, kot sem rekel, zelo nespreten v temo, bo to poskrbel član skupine Kristjan, ki bo dal to na te čudežne stvari, v katere se jaz ne spoznam dobro. In mislim, da bo to dosegljivo. Ja, tudi sicer se te plošče prodajajo v Spin Vinilu v Ljubljani, ampak to mislim, da se ne bo prodalo, ampak vsaj prodaja se, ne? Tako da je tudi eno veselje, da imaš v eni lepi trgovini z vinilkami tudi svoj komad, pa pol, če ne drugega ga greš pogledat, pa se z njim hecaš, ne, kakšna bo nagrada, če bo kdo kupil. Je že kaj odzivov na album strani poslušalcev? Pravzaprav se niti nikjer ni vrtelo, je pa zanimivo, da so komorkoli sem dal to poslušati, tudi od prijateljev, pa tudi od nekih glasbenikov, pa tudi na koncertih, na 2 koncertih, ki sta bila, so bili odzivi zelo pozitivni. Zdaj, to je spet dvoje lahko je res muzika, ki je dobra, jaz upam, da je tako, lahko se jim pa jaz smilim, ne, pa si rečejo, lega starčka, moramo biti prijazni do njega, sej nič ne košta, če mu rečemo, da je to dobro, pa sem jaz vesel, ne, pa oni tudi, pa tako da, ampak res so bili odzivi pozitivni, malo si hecam sicer zraven, ampak dosti pozitivni in seveda me to veseli, ne, zdaj seveda si nič ne domišljam in mislim o tem, ampak si pa seveda vesel, če nekdo to rad posluša, če uživa ob temu in če tudi nekdo rad to igra, ne? Tako da super. Omenil si 2 promocijska koncerta, kaj je občinstvo tam reklo na živem nastopu? Zažgete? Ja, pa jaz mislim, da je bilo kar fajn. Tudi se vidi, imamo posnetke na YouTubu in tam moram reči, da nisem plačal tam tistih plesalcev pred odrom, ne, da je bilo to samo, da je prišlo samo od sebe, tako da se mi zdi, da je odziv dosti pozitiven. Ne. Tudi od, bom rekel, generacije, ki ni čisto moja in tudi v Blue Notu v Domžalah je bil odziv dober, čeprav sta bila oba datuma koncertov tako malo mečken narodna in ni bilo toliko odziva, kot smo si ga seveda želeli. Naslednja, Poglej me v oči, to je bil tudi prvi singl, s katerim smo te spoznali, pa humoren video zraven, pa ne nazadnje navihan tekst. Ja, navihan tekst, tekst je zelo preprosto nastal, tako da smo imeli eno družinsko kosilo in potem, ko smo razmišljali, kaj jim pripravimo vsem, je žena potegnila ven listek in rekla, ta ne je tega, ta je na gluten, ta je to. In še rekel je, Bentiš, ti se dobro pripravlja, prav kačem, ne, se moram na ta način. To je bil v bistvu ta trigger, da sem napisal ta tekst, ne, ker, ne vem, živimo z nekimi prehranskimi dodatki, alergični smo na 300 stvari. Namesto, da bi se pogovorilo o neki stvari, gremo pogledati na Google, tam nam nekdo svetuje, da ne vem, če ti je punca všeč, moraš reči to, pa je to v redu. Ne? Včasih smo se pogledali oči, prijeli za roke in smo takoj vedeli, kaj je treba narediti. Ne? Danes iščemo cel kup navodil, cel kup priročnikov imamo in to je v bistvu bil nek trigger za
za to besedilo, ki sem ga res tako napisal, res tako zelo hitro, no, zelo hitro je vam padlo. Gledaš Google, kaj piše o ljubezni. Piješ svarke za čisto vse bolezni. Hodiš na tečaje, da spoznaš vse značaje. Iskanje alergij so vsakodnevne vaje. Poljubom nočeš, vprašljivanje higijena. Spermo hočeš čisto, brez glutena. Intolerantna si vse, tudi na orgazem. Zato te prosim, naredi to po starem. Poglej me v oči in videla boš, če ljubezen še gori. Prim me za roke in začutila boš, če sploh lahko. Delava otroke, delava otroke. Vse se naučimo, vse nam razložijo. Pa vseeno čutimo duševno erozijo. Spletni zmenki, spletni seks vodijo nas v virtualni svet. Poglejmo se v oči in videli bomo, da ljubezen še gori. Primo se za roke in začutili bomo, da lahko delamo otroke, delamo otroke. Naučimo se imeti radi svoj jaz. Zato vas prosim, zapojmo to na glas. Poglejmo se v oči in videli bomo, da ljubezen še gori. Primo se za roke in začutili bomo, da lahko delamo otroke, delamo otroke. Poglej me v oči, skupine Frantix v oddaji Radioaktivno. Savo na naslovnici si ti,
tako tudi, kot sem dejal prej, malo navihan. Ja, jaz upam, da je navihan. Zadnjič sem videl en t-shirt, pa je pisal gor, ko bom velik, bom otrok. Ne? To je recimo moja želja. A ne? Jaz sem zmeri, vsi govorijo, sem otroči in to mi je en največjih komplimentov, ki jih dobim in bi to otroškost, navihanost in veselje rad obdržal, kolikor dolgo se bo le dalo. Je pa to iz ene fotografije, oziroma to je naslikal akademski slikar Dare Birsa, tudi moj prijatelj in tudi kitarist. Ja, v osnovi pa je to fotografija, če se prav spomni iz Pio sporočila. Osnova je fotografija, ampak je potem on to naslikal. Sicer jaz nisem toliko egocentričen, da bi se rad ven metal, ampak pravzaprav, če je to moja muzika, moja besedila, se pač moram izpostaviti. Ne, tako da. Na zadnji strani pa je malo sodobne umetnosti, moderne umetnosti, kot si prej rekel. Ja, če je umetnost, ne vem, dejansko je slika. Jaz tudi zelo rad slikam in to že kar celo življenje me to spremlja. To je tudi en izmed mojih hobijev. Pa še tako sem rekel, ne, če bi nekdo slučajno imel ploščo kupu ali karkoli in jo zavrti in mu muzika ni všeč, potem lahko seveda to sliko na steno, a ne, in se ne bo nič hudega zgodilo. Če mu še to ni všeč, se skrb vrže v smeti. Ne. Tako da tudi ena taka možnost je. Prve strani sigurno ne bo obesil na steno, ne. Ampak mogoče zadnjo pa. Očitno se res vračaš malo v mladostniška leta s celotnim albumom, ne samo z grafično podobo. Upam. Naslednja, predzadnja v radijskem delu pogovora, ki je dve bova potem zavrtela še v spletnem nadaljevanju, bo Živi tukaj in zdaj. Ja, to je mogoče malo bolj resen tekst. Živi tukaj in zdaj, pravzaprav ne glej nazaj, ne razmišljaj, živi zdaj, uživaj vsak trenutek. Ogromno ljudi, posebej moja generacija, živi v nekih spominih, ker je pravzaprav čist fajn se kdaj kaj spomniti pa se posmejati. Ampak mislim, da je treba živeti v nekem tem trenutku, da se je treba to naučiti živeti v nekem trenutku, ker ne veš, kako bo naprej in se veseliti naslednjega sicer, ne? Ker vsej, kot sem tudi not napisal, ne, čas se ne vrne nazaj, ne? Nažalost. In samo te se bojiš, splašča to lažbe, pesem prileti. She
prihodnost zaživiš. Živi tukaj in zdaj. Samo prej si dejal, da ste imeli 2 koncerta. Si želite v bendu več odrov? Ja, želimo si sigurno čim več nastopati, ker to je pravzaprav to največji užitek in največje veselje po mojem vseh glasbenikov. Jaz nisem čist glasbenik, pa ne vem, ampak po mojem je to največje veselje in ta sinergija in ne, a boš kaj zrihtal v Ormožu tlele? Ne vem, nisem promotor. Bomo, plačamo mimo fursa, pa to tudi, če je treba. Nimam tudi teh izkušenj organizacijskih. Hecam se. Seveda si želimo čim več nastopov, je pa težko v bistvu za nek band, prvič, ki igra avtorsko glasbo, drugič, ki je relativno nepoznan, je težko dobiti. In ravno tako je strahovito malo prostorov, ker bi se lahko to izvajalo, zmeraj manj jih je. Jaz lahko povem še to, da nam predolg, ampak za časa moje mladosti, jaz sem iz primorskih koncev, je vsaka vas na Primorskem imela ob sobotah ples, kjer je bila živa muzika in kjer so nastopale kar dobre skupine. In pravzaprav smo se mi potem samo valili iz tega kraja v drug kraj, v tretji, v četrti in tako naprej. In je pravzaprav cela Primorska imela v vsaki vasi oder in vasi, kraju ali mestu oder, kjer se je izvajala živa muzika. Tako da razlika je neverjetna. Ja, danes pa, kot si že dejal tudi prej, je težko priti na oder oziroma ga moraš celo plačati, da prideš na. Ja, ampak jaz sem kljub vsemu bil na vsaj 30 koncertih v lanskem letu živi muzike, raznih, od velikih, od Cankarjevega doma do recimo nekih malih prizorišč in je veselje in uživanje v živi muziki, tudi če ni tako vrhunske kvalitete, bistveno večja kot skozi neke medije. Ne? Čeprav pa kot glasbenik, kot si dejal prej, imaš veliko plošč, potem se tudi fokusiraš na poslušanje, če poslušaš vinilne plošče. Kaj ti treba potem glasbo poslušati, obrniti ploščo na B stran in zopet poslušati. Pa se tudi jaz zmeraj manj to delam, priznam. Vidim, da že se usmerjaš na streaming platforme, kjer se avtomatsko igra pa preskakuje. Ne vem, če bom zmogel takega preskoka. Jaz mislim, da še zmeraj čar v tem analognem, pa se pogledati v oči, pa gledati v oči, pa se prijeti za roke, pa povedati tako en drugemu. Mislim, da je to še čar in da je to treba zmeraj bolj delati, pa se seveda posluževati vseh digitalnih orodjih, ker ti olajšajo življenje v marsikateri stvari. Ne? Še eno vertiva v radijskem delu pogovora, potem se preseliva na splet in zavrtiva še 2 z albuma Frantix, Savo kot zadnjo dava Postani človek, kar je danes kot opažam v družbi vse težje. Ja, zelo težko. No, ta komad je sicer malo bolj vesel, ker v bistvu ne bi sporočal to, da pravzaprav vsi smo, besedilo govori o tem, da smo vsi postavljeni v neke pozicije in v neke vloge, ki jih igramo celo življenje. Ne? In ravno tako sem napisal, da sreča je takrat, ko pravzaprav ubiješ tistega človeka, v katerega si se rodil in bil postavljen, in da začneš živeti tako, kot bi ti rad živel. Ne more se to zgoditi s kompletnim tvojim življenjem, ampak recimo, če se odločiš, da pač jaz ne bom zdaj samo penzioner, ki bo gledal, politične oddaje na televiziji, jih ne gledam že 10 let seveda, ampak bom poskusil igrati rock'n'roll, bom poskusil slikati, bom poskusil kaj drugega, takrat postaneš človek pravzaprav, kakršen bi rad bil. Ne samo v kakšno vlogo si postavljen, kaj moraš delati, pod katerimi nekimi pritiski si, ampak da delaš tudi nekaj, kar pravzaprav te veseli in ti dela neko veselje. Ja. In upam, da je tudi poslušalce veselilo poslušati glasbo. Skladbo Postani človek se od radijskih poslušalcev poslavljava. Samo hvala ti za ta del, ostaneš pa še z mano, pa na spletu rečeva še nekaj več. Boštjan, hvala tebi in veliko čast mi je, da sem gost Radia Ormož, ki tako pridno skrbi za slovensko muziko. Ozem popoldan čudnih stricev, toča tihih nemih klicev. Potrebe, da so srečni vsi, važno je, da nesrečnih ni.
sanjam u tuje glave, predstavijo ti želje prave. Čuden sam se, sebi zdiš, ko zaživiš, ko si želiš. Zaživiš šele, ubiješ človeka, u katerega si se rodil, da lahko postaneš človek, kakršen bi rad bil, kakršen bi rad bil, kakršen bi rad bil, kakršen bi rad bil. Konec je veselja, ko izpolnjena je želja. Konec je strasti, ko nemir te zapusti. V daljavi vse žari, kjer bila je temno, zdaj si ti. Vse kotički tvojega telesa se delijo karte za nebesa. Zaživiš šele, ubiješ človeka, u katerega si se rodil, da lahko postaneš človek, kakršen bi rad bil, kakršen bi rad bil, kakršen bi rad bil, kakršen bi rad bil. Savo Fratnik z mano v oddaji Radioaktivno. Frantix je zasedba, Frantix je tudi naslov albuma, ki ga predstavljamo, prinaša 11 pesmi. Savo, glede na to, da si v glasbi kot ustvarjalec relativno kratek čas, kako pa gledaš na slovensko glasbeno sceno? Zanimivo vprašanje. Ne, jaz mislim, da je ogromno dobre glasbe, res ogromno dobre glasbe, pa tudi ogromno zanič glasbe. Pravzaprav je pa zanimivo, da se mi zdi, da če gledam kar precej desetletij nazaj, da tega ni bilo toliko, no, da ko sem, ali pa se mi samo tako zdi, ampak bom povedal, kako se mi zdi, da ko sem jaz mlad, smo seveda mi bili rockerji, pa nekdo je poslušal narodno zabavno glasbo, nekdo je poslušal popevke in tako naprej. In to je vse okej. In seveda smo se ločevali, tako kot je pri Slovencih navada, ne? Mislim, da je bila bolj ostra ločnica, kot je danes. Ja, je bila bolj ostra ločitev, ampak zanimivo je bilo nekaj drugega, ne? Da seveda jaz nisem poslušal narodno zabavne glasbe, ampak se mi zdi, da je bila zelo kvalitetno narejena. Popevke sem malo poslušal, so bile zelo kvalitetne popevke. Se pravi, jaz sem lahko imel rad en žanr, ampak sem zelo spoštljivo gledal na druge žanre, ki so bili kvalitetni. Danes se mi zdi, da je, sicer je normalno, da je poplava raznih glasb, ampak se mi zdi, da je ogromno nekvalitetne glasbe. Ne glasbe, ki mi ne bi bila zaradi žanra všeč, ampak enostavno se mi zdi, da ni dobra. Vkolikor sem jaz lahko nek
razsodnik, ne, mislim, da teh kvalifikacij sicer nimamo, pa kot poslušalec lahko rečem, da je ogromno za nič glasbe, da je pa tudi seveda ogromno dobre glasbe. In jo z veseljem tudi poslušam. Prej sem že omenil umetno inteligenco, kaj pa misliš o umetni inteligenci v glasbi? Ja, presenetljivo zanj sem poslušal en komad narejen z umetno inteligenco, sicer zelo dober input je bil dan in sem bil tako pozitivno presenečen, pravzaprav, da je to čisto dobra stvar. Ampak seveda vse skupaj je zvenelo malo generično, ne? Kar je seveda logika, ker je pobrano iz vseh. Tako da v prvem navdušenju, tako se nekoga tiče, to je zelo generično, to je zelo... Jaz sem poskušal nekaj tudi z besedili, no pa to, kar sem dobil ven, moram reči, da nisem bil zadovoljen. Poleg tega se mi zdi, da v glasbi vsakmu tudi komadu Sting je enkrat rekel, legendarni Sting, ne, da če ga po 8 taktih nekaj ne preseneti ali pa tako, da potem ne posluša več komada naprej. Umetna inteligenca lahko naredi super komad, ampak lahko naredi komad, ki je bistveno boljši od veliko avtorskih komadov, nažalost. Ampak se mi zdi, da je vse skupaj generično in pa poleg tega se pa vprašaš, kje pa je tu veselje, kje je pa tu užitek. Se užitek je delati nekaj, tudi če ni tako perfektno, kot je. Je veselje to narediti, je veselje to izvajati in tako naprej. Zastavil se mi umetni inteligenci namreč vprašanje, katere so najpopularnejše skladbe skupine Frantix. Kaj misliš, da mi je odgovorila? Še vedno stojim. Pa še katera? Pa Kruta resnica. Ne vem. In sicer izpostavi v odgovoru 4 skladbe, pa ne biti presenečen, če katera ni vaša. Namreč na vprašanje, ki sem ti ga že prej povedal, umetna inteligenca odgovori 4 najpopularnejše skladbe skupine Frantix so Poglej me v oči, Svet brez vojn, Ljubezen in rock'n'roll ter Blues za planet. Aha, kje pa so ti Frantixi? Dobro vprašanje. Ja, pa še nekaj pravzaprav, ne, čakaj, ti novi komadi noben nima takega naslova, ki si ga napisal. Če ima ta umetna inteligenca kakšne vohune ali pa pogled naprej, ja. Tako kot ti televizijski vedeževalci pa to, ne. Tako da mislim, samo ena je vaša, Poglej me v oči. Ja, res je. Je pa mislim, da je neka skupina Frantix v Ameriki nekje. Jaz sem se zelo trudil ali dati to ime z X-om ali s čemerkoli, pa cel kup nekih videoiger, pa cel kup stvari je na to Frantik osnovo. Potem, ko sem že to napisal, sem pa odkril, da je neka skupina mendaja. Sicer pa več informacij o vas lahko dobijo poslušalci sproti tudi na Facebook profilu. Ja, Facebook profil, se pravi, ta mlada generacija je zdaj odprla Facebook profil, pa tudi na YouTubeu se nekaj vrti. Mi bomo še dopolnili, dali bomo vse te komade gor in tako naprej. Predzadnja, bodo sanje? Ja, klasično, tako. Jaz rad sanjam, ne, pravzaprav, ker se mi zdi to en tak fin pobeg. Tako se zviješ tam na kavč, pa malo sanjaš, ne vem, recimo, kako se bodo tvoji komadi vrteli na RTV-ju, pa kako boš dobil dober nastop, recimo nekje, pa v Šiški, da boš zaigral, pa kaj takega, ne. In sanje so tako z odprtimi oči in sanjate super, ne. Sanjaš, nič ne košta, dobro se počutiš, sicer veš, da to ne bo tako, ne, ampak... Sanjaš lahko. Sanjaš pa lahko, zakaj pa ne? Skozi sanje
Savo, za konec tega pogovora, dejal si že, da je kar veliko novega materiala pripravljenega. Ja, Imejmo se radi bi še to povedal, da sem to hotel narediti, a zmeraj sem imel rad te ljubezenske himne, kad all you need is love, pa take zadeve in sem hotel nek tak komad narediti, da bi ga recimo vsi pel, ne, pa seveda se to ne bo zgodilo, ampak to so spet sanje, ne. Da bi se imeli radi, da to ni nič kaj takega, ne, priznati, da imaš neke ljudi okrog sebe rad, ti se boljš počutiš, ker na koncu, se pravi, smo vsi enaki, tako kot v Hrastovljah, ne, ki se tam držijo in v Hrastovljah smo vsi enaki, to se pravi, da je brez veze karkoli razmišljati in špekulirati, imeti se treba rad zdaj in če ne bo boljše, je pa vsaj bolj prijetno. Izzivi, ki so pred zasedbo? Izzivi niso tako grozljivo, nismo tako zelo ambiciozni, ampak res bi radi bi recimo vsaj enkrat na mesec nekje nastopali pred recimo tako publiko, ki se tudi do zdaj smo pred tako, ki te posluša in ki lahko polepšaš mogoče tisto urco, oni jo sigurno nam polepšajo, kakšnih večjih ambicij pa ni, ampak pač uživati v temu. Najavil si že tudi novi material, ki ga imaš pripravljenega? Ja, jaz sem pripravljen kar še za eno ploščo komplet muzike in besedil in seveda vsega, kar je treba. Seveda bi bil zelo vesel, če bo Peter Dekleva to lahko naredil. En komad je praktično že naredil in on je zelo zaseden, res zelo zaseden v velikih skupinah, velike producira in upam, da si bo Peter, vzemi si čas, da si bo vzel čas tudi zame, no? Ker brez njega si ne predstavljam, kako bi lahko naredili fajn komade. Bom izrezal ta del intervjuja in mu poslal. Lepo prosim, joj, super. Bo še katera skladba z tega albuma izpostavljena kot single, mogoče tudi podprta z videospotom? Pa ne vem, ta videospot, 2 sem naredil, poslal, pa se nikjer ne vrti, ne? Potem se vprašaš, hudiča, čemu, zakaj to sploh delaš. Mogoče bo, jaz upam, da bomo na kakšnem koncertu v živo posneli, kakšen komad z recimo velik kameri, ne strogo profesionalno, ampak zato, da bo dinamika prava, lahko tudi z, ne vem, telefoni, pa pol je tak stvar montaže, da naredijo en tak dinamičen video, tako da mogoče bo kaj uspel. Bodo pa predstavljene, bomo pa zdaj na Facebooku predstavljali preko teh pretočnih platform po en komad iz plošče vsak mesec eden, tako da bi mogoče dobili z mogoče neko obrazložitvijo, nekim komentarjem, da bi mogoče dobili malo več odziva. Za konec predstavitve albuma vrtiva še eno. To bo Imejmo se radi. Ja, to sem že prej povedal, ker sem mislil, da me ne boš vprašal, ampak se pravim, to je en tak poziv, res imejmo in imejte se radi in vam bo bolj prijetno pri srcu in pa mislim, da je tega premalo. Ker na koncu se pravim, ko pogledaš mrtvaški ples v Hrastovljah, to je res super, priporočam, lep izlet. Takrat se zamisliš pravzaprav in vidiš, da vsi plešemo v isto smer. Vsi plešemo v isto smer in tam smo pa res vsi enaki, ja, tako da. Bomo pa sedaj zaplesali še zadnjo skladbo z albuma Imejmo se radi. Savo, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Najlepša hvala tebi in radio za povabilo. Pa še to, pa poslušalce bi rad pozdravil. No? In upam, da se bo kaj zavrtelo in da bodo to poslušali in zahtevali, da še spustiš kakšen komad.
vrstam bolezni. Uživajmo na poti, naj se nam ne mudi, saj vsi vemo, da se na cilju konec godi. Imejmo radi se vsak dan, naj nas ne bo ljubezni sram. Beli, črni in rdeči, vsi stremimo k isti sreči. Imejmo radi se vsak dan, naj nas ne bo ljubezni sram. Beli, črni in rdeči, vsi stremimo k isti sreči. Imejmo radi se vsak dan, naj nas ne bo ljubezni sram. Bogataši, siromaki, vsi v hrastovljah smo enaki. Prvaki, vsi v hrastovljah smo enaki. Strahopetci in junaki, vsi v hrastovljah smo enaki. Modreci in bedaki, vsi v hrastovljah smo enaki. Pacifisti in vojaki, vsi v hrastovljah smo enaki. Mi smo Frantix in vi poslušate Radioaktivno.